Osmi junij je dan Primoža Trubarja in praznik občine Velike Lašče. Vsako leto ob tej priložnosti pripravijo povorko od stavbe občine do športne dvorane, kjer sledi slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj. Tudi letos je bilo tako. Tradicionalna povorka je bila sicer zaradi neviht okrnjena in je potekala brez spremljave godbe, na osrednji slovesnosti pa so podelili 7 priznanj. Ja, jaz mislim, da gredo vedno naše priznanja v prave roke. V končni fazi jih podeljuje nekaj občinski svet, to je priznanje občine, in tam so v občinskem svetu so svetniki, svetnice iz različnih političnih opcij, in če dobijo naša priznanja veliko večino, pomeni, da gredo v prave roke. No, nekatera priznanja pa lahko podeljujem tudi jaz kot župan in vedno nekako ocenim, kateri so tisti posamezniki, ki zaslužijo neke pohvale. To pa vedno dam nekim gospodarstvenikom, športnikom in pa tudi vedno najboljši učenki v osnovni šoli. Priznanje občine sta prejela Latka Deterding za 40-letno vodenje cerkvenega mešanega pevskega zbora Velikolaške župnije in Planinsko društvo Velike Lašče za 40-letno delovanje društva. Priznanje pomeni čas za življenjsko delo in sem vesela, da je nekdo opazil, ker nisem v življenju pričakovala, da se bo kaj takega zgodilo, tako da sem bila veselo presenečena. Ponosna sem na to, da sem delala z več kot 100 pevci v tem času, da smo vedno ohranjali pristne človeške odnose, zato me toliko časa gledajo, bili prijatelji, pa tudi kar veliko smo ustvarili. Velik repertoar, pohvalijo nas, poslušalci so zadovoljni z nami in največ mi pa pomeni prijateljstvo. To priznanje društvu pomeni zelo veliko. Priznanje si najbolj zaslužijo naši predhodniki, ki so ustanovili to društvo. Sprav smo prostovoljci, vedno so delali za ljudi in vsako leto imamo zelo pester izbor pohodov, približno 25 pohodov na leto. Najbolj ponosni smo na to obletnico samo, ker v teh 40 letih se je dosti ljudi zamenjalo na položajih, ampak društvo gre vedno v pravo smer. Podelili so tudi 5 pohval župana. Prijeli so jih podjetje Knut za uspešno podjetniško delovanje, Gostilna Kropec za uspešno gostinsko delovanje, Zala Starc za izjemne šolske uspehe, Skavti Stek Škocjan za delo z mladimi in Lara Nedeljkovič za uspehe na plesnih tekmovanjih. Ja, to je eno priznanje, da dejansko nekaj smo da drugi čutijo, da smo tukaj prisotni. Se pravi, da se ve, da smo. To bi rekel, da je najbolj pomembno. Pomeni mi to, da vodim naprej to, kar so moji predniki ustanovili in mislim, da bodo tudi moji otroci naprej to vodili. Ja, v bistvu to je moja prva taka večja nagrada, zato mi to zelo veliko pomeni. Sem tudi dala v sobi razstavila, da bom ob vsakem pogledu na to v bistvu me bo to gnalo naprej in dalo upanje še za naprej. Priznanje za skoraj 20-letno delo v občini. 2001 so ustanovili pri nas skavte in od takrat naprej, nekateri še od takrat, delamo za mlade. Ja, v bistvu sem bila ful presenečena. Nisem tega pričakovala, tako da res ful sem vesela in ponosna, da sem to priznanje tudi dobila. Res sem vesela. Praznik občine je sicer tudi priložnost za pogled nazaj. Župan je tako strnil do zdajšnje dosežke občine. Ja, v naši občini še vedno veliko investiramo v komunalno infrastrukturo, ceste, vodovodni sistemi, kajti mislimo, da je to predpogoj za urejenost občine in predpogoj tudi za razvoj gospodarstva, turizma in podobnih zadev. Investirali smo tudi v obrtno cono, tukaj blizu na Trojaku, dobili smo prve kupce in upamo, da smo zadovoljili naše občane. Načrtov pa jim tudi v prihodnje ne manjka. Sicer pa je župan ob tej priložnosti izpostavil, da pogrešam, da bi na državnem nivoju bolj praznovali dan Primoža Trubarja. Mi smo mu posvetili celo občinski praznik, ne samo zato, ker je bil rojen tukaj pri nas, ampak zato, ker mislimo, da je bilo njegovo sporočilo, ko je ta narod na sončni strani ali prvi nagovoril za ljubi Slovenci,
Mislim, da bi bolj morali spoštovati ta praznik, se odvija tudi razne kaj več prireditev, ne da se ga spomni samo predsednik države, ko ima dan odprtih vrat, in pa naša občina. Slavnostni govornik na tokratni slavnostni akademiji v Velikih Laščah je bil sicer zgodovinar in literarni zgodovinar Igor Grdina.